Jaz osebno mislim, da je vredno na tem dokumentu delati, da bi se lahko pri družinskih zdravnikih stanje izboljšalo. Že ta primer administracije, nepotrebno, nas duši administracija v zdravstvu, ne samo zdravnike, še vse družinske zdravnike, zdravstva enega je pod vodo zaradi nepotrebnih administrativnih zadev. To upam, da bo šlo naprej. Pa končali bi s primarom na tem nivoju, ker dobivam preveč vprašanj specialistov iz bolnica, kaj mi pa nimamo težav. Prenova sistema nujne medicinske pomoči, tle smo se strinjali, pač zato, ker je naš član dr. Račar na ministrstvu vodil ta projekt. Tle noter je ogromno znanja, ogromno pripravljenosti do vseh profilov. Tudi na zdravstveni negi imamo odlično usposobljene tehnike, sestre, tudi za reanimacijo, znajo to veliko boljše kot jaz. Zdaj smo šli dokaj optimistično v pilotni projekt v Goriški regiji, da bi skušali napraviti reorganizacijo nujne medicinske pomoči, nujne medicinske službe, ker pač to traja že leta, pa se nič ne premakne. Zdaj na Goriškem je že nekaj izkušenj, naslednji četrtek se bomo dobili, jih bojo predstavili. Seveda nisem pričakoval, da bo šlo gladko skozi, se že zatika, ampak na podlagi tega so se že dvignili v Celju. Včeraj sem imel sestank, profesor Komalj na vodu, menda kar optimistično zremo naprej. Zdaj bo treba doseči dogovor med družinskimi zdravniki, zdravstvenimi domovi, urgentnimi centri, bolnišnicami, pa seveda lokalnimi župani, šerifi. To je zelo težko v Sloveniji, ampak upam, da v eni regiji bomo to prebili. Tisto, kar ste včeraj imeli, sem kar optimističen. Dolenjska regija se prav tako, so že dokaj veliko stvari dogovorjeni, tako da upam, da bo šlo. Kratka, to te čaka v kratkem, pač mi bomo dali to od sebe naprej. Absentizem, tle sem dal tri primere dokumentov, kar je pripravil strateški svet, kar je pripravilo ministrstvo, pa kar je pripravil ZZZS, dokaj enotno. Vse strinjamo, to postaja strahoten problem. V nekaj letih mislim, da bomo dali za bolniške milijardo evrov. Smo blizu tega, da bomo četrtino denarja dajali za bolniške, to je samomor zdravstva, tega ne prenesemo. Zanimiv graf. Naš predlog je bil tudi, da se pač pri delodajalcih njihovo obveznost plačevanja bolniške podaljša na staro vrednost 30 dni. Slišali ste odzive, negativni, zelo negativni, razumljivo, ampak pač mi zdravstveni sistem tega ne more več prenesti. Žal mi je, da ni debata šla v družbi malce širše, zakaj so bolniške. Konec koncev tudi so razlogi, da ljudje odhajajo na bolniško, nisem tu hvatanje krivin, profesor Reškovič, razumete. Recimo spodaj cifra, damo izdatki za nadomestila plače leta 2015 220 milijonov evrov, lani že 720 milijonov evrov, to je noro, res da smo imeli COVID, so bile pač prisilne karantene, več obolelih, ampak zanimivo. Prosil sem na Onkološkem inštitutu, če mi izračunajo, kakšna je bila bolniška odsotnost med COVID-om, spaj najhujšim COVID-om, ko smo imeli COVID dodatke, ki so bili zelo dobro plačani. Stopna prisotnosti na delu je bila višja kot pred COVID-om. Stvari so težko razumljive, ampak treba jih je analizirati in se pogovarjati. Žal mi je, da ni debata, je šla debata samo v smeri tega, da pač delodajalci ne bodo šli na 30 dni, ampak da nismo zajeli širše. Pogovarjali smo se o mreži, primarno, na moje presenečenje, za primarni nivo je že kar zgrajena, ni pa se ne uporablja. Tukaj sem spoznal, da je premalo komunikacije med ministrstvom, NIJZ, Združenjem zdravstvenih zavodov, ZZS-em. Ko so se usedli, so na primaru kar veliko naredili, na sekundaru pa ni bilo narejeno praktično skoraj nič za mrežo. Meni so ekonomisti učili, če nimaš podatkov, ne moreš menedžerirati sistema, mi počnemo zadeve na pamet. Recimo za svoje področje kirurgije imamo pomanjkanje družinskih zdravnikov, pri nas so bili na zbornici pred leti močni kirurgi in se specializacije so kar padale. Mi imamo 10 specializantov kirurgije, za katere sem prepričan, da velika večina ne bo dobila službe in marsikdo bo šel v tujino. Zato, ker pač je se košarica odprla in kdor je imel moč, je dosegel na ministrstvu in zbornici, da se je dalo več specializantov. Zakaj? To je primer število oftalmologov, 2520, 2021 se kar povečalo število proti 190, kar je prav, več jih je predvsem po klinikah. Zanimiv podatek, ne moram verjeti, hospitalizacija v oftalmologiji, po leta 2003
2006, koliko je bilo 12 tisoč, mislim, da leto 21, 2000. Zdaj verjamem, da se kar je prav, da se več posegov delalo v hospitalu, dnevnem hospitalu, ambulantno. Vseeno dvomim, da se kdo v sistemu vprašal, če bomo kakšno poslo zaprli na oftalmoloških oddelkih. To mi počnemo stalno. Nekaj se zaletimo, nekaj razpisujemo, nekaj delamo, nekaj investiramo, brez da bi se človek vprašal, a to sploh rabimo. In to se nekako ponavlja iz leta v leto. Ni analiza podatkov. Umetna inteligenca, s tem smo se ukvarjali, jaz sem prepričan, da bo naredila revolucijo v medicini, seveda je problem ločiti realnost od napak, od halucinacij umetne inteligence, ampak mislim, da večino tistega, kar danes opravljamo, recimo po telefonskih razgovorih z zdravniki, da bo v nekaj letih bo dobil veliko bolj natančne podatke preko umetne inteligence, ne bo treba kontaktirati zdravnikov, ampak seveda bo problem ločiti, kaj je res in kaj ni. Najprej se bo razvijala specialnost v tej smeri. Mislim, da na Danskem imajo že triažo v nivoju urgence, delajo s pomočjo umetne inteligence. Tle bo šlo naprej. Izhodišča in priporočila delovne skupine za upravljanje. Prej ste me izvala, pripravili smo zelo dober dokument. Jaz mislim, da je na področju upravljanja, jaz sem navaden kirurg, več narediti. Jaz sem kot član sveta Zavoda onkološkega leta trudil, da bi kaj spremenili. Blazno težko, ker ljudje nočejo sprememb, pa tudi tisti, ki imajo interes, predvsem finančni, tega nočejo. Skratka, pripravili smo dokument, mislim, da je vredno na njemu delati na svetu predsednika vlade, sem ga postal sekretarju Pinterju. Zdaj, seveda, včeraj smo se pogovarjali, čakamo tebe, kaj ste narediti. Mi smo predlagali eno skupino strokovnjakov, ki bi delala na tem pogledala, kaj se jim zdi prav, kaj ne, seveda nimamo proti, če kdo zavrne naše predloge, ampak predvsem, da bi začeli to po bolnišnicah, predvsem bolnišnicah delati. Spet na mojem področju, na Onkološkem inštitutu, imenovan nov svet zavoda, na prvi ustanovitveni seji je točka tudi sprejem pravilnika o notranji organizaciji. To je tako pomemben dokument, da se enostavno ne da tega sprejemati na prvi seji, ko ljudje prvič pridejo, spoznavajo ustanovo. Na to sem opozoril, čeprav je direktor sprejel pred kratkim pravilnik o komuniciranju z javnostjo, sem pač to povedal naprej. Rečem v pravilnik o tišenju brecla, jaz pravim pravilnik o pomoči medical engineeringu, pa me lahko tožil. Na tem je treba delati, mislim, da z boljšo organizacijo vodenja in dela po bolnišnicah lahko pričakujemo tudi izboljšanje, tudi storilnost in kvaliteti dela. Kakovost in varnost, jaz sem fan Plečnika, podpišem takoj, da bi zgradili ta njegov predlog parlamenta, čeprav vem, da investicija strahodno bi bila draga. Podobno se mi zdi na področju kakovosti in varnosti, da sem dal v oklepaj bolnikov, nezaposlenih. 20 let se pogovarjate o tem, imamo nekaj briljantnih strokovnjakov na tem področju in mi je nerazumljivo, da se to ne sprovede, da ne gre to naprej. Ne nazadnje bi recimo tudi zdaj v času plačevanja po realizaciji najbrž marsikateremu problemu se izognili. Če bi imeli nadzor kakovosti opravljanja storitev, pa tega nimamo, ko se to sprosti, delamo pač, kar nam srce želi, ampak je drugno. Nerazumljivo je, ker imamo zgled lahko register raka, sem pač z onkološkega register raka, je praznal pred kratkim 70-letnico. Profesor Ravniharjeva je v težkem komunizmu postavila register raka in so se hodili učiti iz celega sveta, iz Evrope, iz dosti bolj naprednih držav, tudi zdravstveno, v Ljubljano, kako se postavlja register raka. Na podlagi tega so zdaj postavljajo 5 kliničnih registrov za najbolj pogoste rakava obolenja. Melanom že deluje, kolorektalni rak bojo dali kratkem vam podatke, me je strah, to operiram, ampak brez tega ne bo šlo. Ne z namenom, da bi koga pribili na križ, mu prepovedali delati, operirati, zdraviti, ampak z namenom, da se popravi, da se izboljša kvaliteta storitev. Ko pa počasi največ tudi sam pri sebi kdo pomisli, da mogoče bilo boljše, če bi delal tisto, kar mu gre boljše, kot pa nekaj, kar počne parkrat na leto. Skratka, imamo zglede, imamo ljudi, sem vodil registra, sem zadnji to vprašal, a kje hodijo, kot prejšnji minister, te kje kontaktira, kdo pride do tebe vprašati, kako ti delaš, ve, kaj hodijo iz tujine, iz Slovenije, pa nikogar ne.
mi smo jo povabili, tudi mislim, da že poteka sodelovanje. Skratka, nerazumljivo, sistem imamo urejen, samo rešiti ga je treba na druge diagnoze in analizirati. Specializacijo v zdravstveni negi. Mislim, kakšen blazen podpornik sester, sem dolgo že opomin pred izgubo službe, ko sem maltretiral sestre, čeprav jih nisem. Tudi one niso tega podpisali. Je vodstvo ukazalo zato, ker pač nisem bil tiho zaradi SCT-ja. Leto 2012 so na Onkološkem inštitutu pripravili program specializacije iz onkološke zdravstvene nege. Sem proti taki specializaciji, ker ne vem, kaj je specializacija iz onkološke zdravstvene nege. Sem pa za številne specializacije za delo, ki ga upravljajo sestre na Onkološkem inštitutu. Se pravi, 12 let se stankujejo do včeraj, pa se ni nič zgodilo. Na podlagi tega, kar sem videl na Danskem, imamo odhajanje sester tehnikov iz sistema, nezadovoljnih ne odhajajo, velika večina v Lidl zaradi plače, ampak zato, ker pač ne zdržijo več tega kaosa. Ne ponujamo jim kariernega razvoja, tudi srednjim medicinskim sestram, čeprav so jim vzeli kolegice ta naziv, niso več medicinske sestre, čeprav jim je na spričevalo pisalo, da so. Če bi jim ponudili karierni razvoj, bi sestre ostali v sistemu. Tu sem videl na Danskem, na oddelku, kjer so vedeli kirurgijo s pospešenim okrevanjem. Ne bom zdaj govoril o tem, je šef rekel, hodil se učiti cel svet. Sestre so nam odhajali težko delo, ko smo jim dali pooblastila, spravi pred operacijo se ukvarjal z bolnikom, jaz so v ambulanti in povem 5 minutah, kaj jim bom naredil, ona si vzame 1 uro časa. Po operaciji so jih vodili klicale, po obisku nazaj po operaciji v bolnici so jih sestre pregledali, po so klicale. Kirurga, če je bilo kaj narobe, ne odhajajo več. Uživajo v stroki, dobivajo, zdravniki veste, kaj je žmoh, ko te stroka zagrabi, kako rad to delaš. In tega v Sloveniji ne ponudimo. Ampak je predpogoj spoštovanje za to kirurgijo s pospešenim okrevanjem med medicinsko sestro, fizioterapevtom in kirurgom. Tudi tle smo primitivci, zdravniki, tega nismo sposobni. Izziv mi je, ker me sem v stik z eno sestro iz Danske, povedala mi je, da na Balkanu s tem ne bom nikoli uspel, to mi je izziv. Če ti ženska reče, da ne boš uspel, seveda se še bolj dvigneš. Včeraj smo imeli sestanek, problem je, bom kar odkrit, zopet biznis, zbornica zdravstvene nege, se opravičujem, medicinske fakultete videl v tem priložnost, da bi spet organizirali izobraževanja za denar. Ne vem, če se zavedate, mi si dvigujemo nivo strokovnosti v zdravstveni negi s tem, da medicinske sestre, tehniki že pa plačujejo izobraževanje. V 3 letih imamo toliko izredno upisanih na študij, v 3 letih morajo te študentke, ki ob delu študirajo, dati že pa 5 milijonov evrov. Spravi, država zahteva izobrazbo, ne plačuje. Redko, kjer zdravnik ni prišel do specializacije, je prišel do specializacije, da se plačajo že pa mogoče kakšen plastik, ki je ta za bolj profitnega. Vse je biznis, če kakšna iz zbornice zdravstvene nege mi ne zamiri. Vse je biznis, izčrpavamo medicinske sestre, tehnike, končujejo študij in pol zapuščajo delovna mesta, ne zdržijo več. Trpijo družine in tle bo treba nekaj narediti. Specializacije treba uvesti, tudi da ponudimo karierni razvoj, ampak tam, kjer je res specializacija potrebna, ne govorim samo o prenosu kompetencij zdravnikov na medicinske sestre, sodelujem s sestrami, ki se lahko samo učim od njih. Delajo stvari, ki jih jaz ne znam. Včeraj sem pokazal en primer bolnika, ki so ga oni rešili. Zdravniki smo obupali, dali ga na paliativo, naše čudovite sestre so ga operirale roke in je preživel. Kar se tiče zdravnikov, bi umrl in to je treba poudariti. Sestre imajo svoje znanja, ki jih zdravniki nimamo in ki so sposobni. Dajmo jim možnost, da se jih ponudi izobraževanje, specializacijo in plačijo. Te sestre, to so za področje intrastomalne terapije in nege ran, ko so končali izobraževanje, se jim plača zniža za 3 plačilne razreze. Tega nihče. To sem prepričan, sem očitam zbornici njihovi, to so naredili nalašče, zato da jih to izobraževanje ne zanima. Zato da jih ne zanima karierni razvoj na področju stroke, dela z bolniki, ampak nekatere bi rade imeli specializacijo z magisterijem iz menedžmenta. Ne vem, kaj mi taka sestra koristi. In zelo se bom trudil, kratka težil ti bom, prosil, da bom za sestre, da organiziraš specializacijo, ampak čim bojo od zadnje fakultete, ena od fakultet v Sloveniji ima 15 študentov zdravstvene nege upisanih redno, 60 izredno, to je postal velik biznis v Sloveniji, to je treba ostati.
Par dni nazaj, ponedeljek so imeli na obali neko srečanje, ne vem kakšno, so več sester me klicali in povedali, da ni ena od bivših predsednic zbornice zdravstva in nege izjavila, da sestre, ki sodelujejo z zdravniki pri uvajanju specializacij, se prostituirajo zdravnikom. To so hude obtožbe. To je že Katka povedala, jaz sem bil zelo vesel, ko sem videl, da je veliko naših predlogov noter. Žal, javnost tega dokumenta ni razumela. Lahko rečem, da so na ministrstvu v 14 dneh pripravili tisto, kar prejšnji minister ni bil sposoben v enem letu. Niso razumeli, zakaj je ta dokument sprejet. Tudi novinarji žal niso razumeli. Tu niso bile usmeritve zdravstvene politike za naprej, ampak neko dokument, ki smo ga bili dolžni pripraviti po zakonu. Tudi bivši minister, ki danes napada vlado, zato ker ne naredi tistega, kar bi moral že on narediti, ni razumel tega dokumenta, kar mi je žal marsikaj, kar se dogaja na področju izboljšav v zdravstvu. Hotel ali ne hotel, zaradi neznanja javnost, pa tudi strokovnjaki ne razumejo. Zdaj, jaz sem kirurg, imam eno lastnost, recimo sem doktorat naredil ščitnične kirurgije, obožujem ščitnico, kirurgijo ščitnice, ampak že več let nisem naredil nobene operacije, ker se ukvarjam s kirurgijo, ki mi je večji izziv, ki me izčrpava, mi dviguje adrenalin. Zelo rad delam operacije, izziv, ki jih drugi nočejo, so mi velik izziv in tam imam eno tako lestvico. Ko se trikrat med operacijo rečem, kaj mi je tega treba v življenju, pomeni, da je indikacija slaba ali pa moje znanje prešibko, da bi to operacijo izvedel prav. No, pri strateškem svetu sem si do zdaj rekel enkrat, kaj mi je tega treba v življenju, nisem še prišel do 3. Sem se pa veliko naučil, kar zveni čudno, imamo odlične strokovnjake in jaz sem se kot vodja v strateškem svetu učil in mi ni žal, bomo videli, kaj bo naprej, ampak naučil sem se. V Sloveniji, 30 let osamosvojitve, ogromno idej, dobrih idej. Z velikostjo črk sem bom skušal pokazati, kako se to v življenju kaže. Ogromno idej, realizacija šibka. Nismo, ne gre in ne gre. Imamo nekaj, ne vem, če imate Hrvate, ampak Slovenci imamo takoj najprej proti. V strateškem svetu ogromno strokovnjakov, imamo enega, ki nam zmeri pove, zakaj se ne da. In moram reči, da mi je zelo dragocen, pa tudi tle nisem ciničen, zaradi tega, ker pol veš, kje narediti to vid. In je pomembno, da tudi to veš. Reforma, profesor Leškovič, jaz sem navdušen nad vami, ko ste mi rekel na prejšnjem srečanju, da boste sprejeli reformo. Ne vem, zakaj sem navdušen nad vami, ampak vaša izjava takrat mi je tako legla na srce in se z vami strinjam. Kaj je v Sloveniji reforma? Reforma je nekaj, kar vsi govorimo, kako smo za, ampak ko prija do mene, pusti me primer, sem proti. Kaj je reforma v zdravstvu? Padalc, ki skoči s padalom, ne, in vmes odpre padalo, da naprebije na tla, a je to reforma, ne? Mi smo na točki, ko moramo narediti stvari, ki niso reforma, ki so nujne, ki so nerazumljivo, da se ne izvajajo v Sloveniji. Mi se s tem ukvarjamo. Ko bomo to naredili, ne vem, če bomo kdaj, lahko da bomo, potem bomo lahko začeli govoriti o reformi. Zdaj pa govorimo o bazičnih zadevah, ki jih ne počnemo. Pa tukaj denar vse prej kot problem. Podatki imamo jih ogromno. Dobro veste, in tudi na ministrstvu, na IEZ-ju, ZZZS-ju, po bolnišnicah, analiza podatkov šibka. Nimamo analiz podatkov. Tudi tukaj sem se naučil na strateškem svetu, da problem je sodelovanje. Šibko, da rečem, deležniki v zdravstvu imajo kar težave s sodelovanjem. Upam, da je strateški svet, parkrat smo povabili, vse in sem jim zelo hvaležen, mislim, da so to najbolj vse, da smo vzpostavili vse nam malce več sodelovanja in upam, da bo še boljše naprej. Pogum, nimamo poguma. Ne gre samo za pogum, da blekneš tam, da nekdo ukrade, ne. Gre za pogum sprejemati ne rečem tudi ne revolucionarne, ampak korake naprej. Zapiramo se v neko pasivnost, mirno pasivnost, to je najbolj varno, nihče se te ne bo lotil, če si tam, nič ne narediš tega, srečujemo ogromno, povsod, v svoji ustanovi, tudi na bolj pomembnih ustanovah, nimamo poguma za korake naprej. Odgovornost, to absolutno ni, res da sem z Onkološkega inštituta, 30 milijonov evrov najmanj sem opozarjal, da se je zmetalo stran.
nategnili smo ZZS za 25 milijonov evrov pod direktorjem dr. Fakinom. Sodišča so potrdila, da to moje čakanje, da imam prav, ampak odgovarjal ni nihče. In me je strah, če to še zmeraj traja naprej. 7 milijonov evrov letno smo prikazali stroškov, ki jih ni bilo, pa je Fakin vse plačal, da se pa zelo pametno. Ta slajd odnesete domov, osebne koristi. Skušal sem napisati osebne koristi na diapozitiv, pa mi je uspelo samo en del in črke. Če boste natančno pogledali, zelo dobro, če vidite, boste mogoče videli eno pikco in to je bolnik. Ampak to je tudi fascinantno. Od recimo parkirišča v bolnici, na onkološkem, če imaš parkirišče sicer. Pa čeprav je par korakov stran, lahko parkiraš mesečno 60 evrov, ampak s parkiriščem te kupijo. Ko je meni bivša direktorica dala parkir plac svoj, ker je v Ljubljani, sem ga z veseljem vzel, enkrat sem parkiran, zdaj ko mater breca, jaz toliko poceni in koleč nisem parkiran. Ampak hočem reči, za parkiriščem te vodstvo kupim, boš tiho, če vstiknu ga vzgubil. Potem gre naprej, od tega hoče nekdo biti na vodilnih funkcijah, pa ni sposoben, pa ne da hoče, ker pač hoče biti, ni sposoben, pa se prodaja. Pa so seveda razpisi, druga zgodba, do investicij, milijonskih zaslužkov, pretiravanja s plačili, ne vem kaj, ampak nikjer ni bolnika. In tle se bomo morali vprašati, zdaj, kar rečem, na žalah je ogromno takih, ki so si mislili, da ne bojo nikoli rabiti zdravnika, pa žal so ga najbrž, a bomo zdaj nadaljevali s tem egoizmom, ljubi Slovenci, a bomo skušali kaj narediti v zdravstvu. Pa še ena stvar je, ne da se. To sem prepovedal na strateškem svetu, pa besedo časovnica. Ne da se. Karkoli predlagaš, prideš do točke, ne da se. Tudi nočem govoriti o tem, kaj delamo javno. Pač ne da se, tle bi lahko dal v oklepaj, ne da se mi. Glasni so tisti, ki trdijo, ne da se. Ampak sedaj, kar mi je prekratki všeč, nisem slišal, da bi kdaj rekel, ne da se. Sposobna je reči, ne razumem, ampak se vsede razmisli in gre potem naprej s predlogom. Tako dekatka, ne boš še dela strateškega sveta, nasprotno, boš zelo, ti bomo hvaležni, če boš še kdaj prišla, vem, da boš imela ogromno časa. In osebno ne bom imel nič proti, če se bosta s predsednikom vlade dogovorila na strateški svet, zaradi tega, ker sem prepričan, da prihaja za ministrico oseba, ki ima voljo, predvsem pa ogromno znanja in se bo vloga strateškega sveta bistveno zmanjšala. Hvala. Pa mislim, da se strateškega sveta ne da. Se da.